Evo, lej, takole zgleda. Tale trak bo čez 5-10 minut postal tepih za Volkswagen Caddy. Zanimivo. Čau, danes ti bom razložil, zakaj so pred točno temi vrati v Ljubljani, v Dravljah, nekdaj stali ljudje iz cele Jugoslavije. Veš, najrajš predstavim slovensko zgodbo o uspehu, ker smo ravno na te, se mi zdi, Slovenci upravičeno lahko najbolj ponosni. No in začetek te za naš ves bivši prostor pionirske zgodbe sega v leto 1949. Dajte malo vprašati fotre pa detke, kaj jim zašpila po glavi, ko omeniš besedno zvezo tepihi gledring. Najbrž se bo kaj zgodilo, pa mogoče so kakšna zgodba pride na plan. No tukaj se vse skupaj začeli, potem se je bilo treba s časoma pa zaradi rasti, uspeha in vse prisotnosti na številnih trgih seveda tudi premakniti. No, naslednji korak je pa seveda širitev. Zato smo danes tukaj v industrijski coni v Logatcu. Tukaj je sedež gledringa, pa tudi Witkarja, ampak nismo še tam. Pejmo počas pa po vrst, da ti pokažem, kaj se danes dogaja tukaj, kaj nastaja, tolkenih inovacij pa pametnih idej, ki so imeli tukaj. Slovenci, smo s hudičem, postavljamo trende ne samo za naš trg, ampak kar za cel svet, ti bom vse razložil. Pejmo noter. No, v tem prostoru si pa upam uporabiti to besedo, ki je precej močna, se dogaja pa tista čarovnija, ki ji lahko rečemo zares izvirna inovativnost. Stari se mogoče en tak mal brezvezen intermezzo, ampak v tem trenutku, ko snemam ta vlog, pa vedno znova, ko se ukvarjam s podjetji, ki izvirajo iz Slovenije in so zares močne, pa imajo eno hudo zgodbo, vedno znova me ne preseneča, ampak sem navdušen nad tem, kaj vse si mi pri nas zmislimo in koliko daleč smo sposobni to pelati. Tukaj imajo razstavljeno to izvirno kocko, poleg nje, no to je pa prihodnost, o tem spregovorim pa kdaj drugič. Hočem reči, cel svet je delal take univerzalne tepihe za avto. Ja, pa se je pa moral nekdo najti pa reči, čak malo, se vsak avto je znotri malo drugačno narejen. In tako se je počasi začela rojevati ideja o tem, da bi avtomobilske tepihe prilagodili vsakmu avtu posebej. To je bila ideja, ki je nastala tukaj. Pa še nekaj, teh inovacij je veliko. Pri gledringu so si prvi na svetu zmislili tudi univerzalno korito za prtljažnik. Kaj pa to? Pa še eno stvar so si zmislili prvi na svetu. A vidiš, tole je ene vrste vitrina, pa se zdaj najbrž ne bo dobro videlo zaradi tega zelo očitnega odseva, mami. A vidiš, kaj je tukaj let spodaj? Sem dol posnel enega v predverju, ki ni skrit za šipo, veš? Pri gledringu, oni so si prvi izmislili tudi avtomobilski tepih, ki je bil prilagojen temu, da se ga je dal lažje očistiti. Ker, pazi, stari moj, a ti veš, koliko je kocko v resnici težko spucati? 100 maljavžen tavžen enih kvadratkov, pa reš, pa tako naprej. In tako je nastal tiste tepih, ki ga vidiš v vitrini, prilagojen temu, da ga ti lažje, predvsem pa hitrej spucaš, kakorkoli drugega, ki imaš drugače v avtu kot tepih. Oni so to začeli. In to, kar ti zdaj razlagam, vse te ideje, to je bila revolucija v tem fohu. Dej stop z mano, jaz sem to prej videl, ti pokažem, kako nastane avtomobilski tepih. Tako na hitro. A vidiš gumo za mano? To je osnovna surovina, iz katere pol skupaj v tisti peči rata tepih. Evo, lej, takole zgleda. Tale trak bo čez 5-10 minut postal tepih za Volkswagen Caddy. Zanimivo. A si videl zdaj to? Imamo aluminijasto šablono, na katero vržeš 4 velike gumijaste trakove, pa tja, ki je še malo zavit enega manjšega, daš noter v kaj to preša, peč, najbrž vse obenem, traja 3 minute in pol ven pade tepih. No zdaj pa poglej, vse te police tukaj, na vsaki od teh polic so različne šablone, Auris, Mazda CX-5, Peugeot 208, Renault Trafic, Opel Vivaro, Volkswagen Passat, nad njim Polo. Jaz ti ne znam povedati, kakšna fascinacija je meni, ki pridemo v tako proizvodno in vidim v zakulisje. Min gre tega ti sploh povedal nisem. A ti veš, da Gledring prodaja svoje izdelke
tepihe, korita, v več kot 40 držav, to je noro. Ok, toliko na hitro na ostanku tepihov, pejmo naprej. No, zdaj je čas pa za prehod iz druge na tretjo generacijo. Daj mi ti povej, kaj je glavna sprememba v zadnjih 10-15 letih, ko pride do prodaje robe? Ja, internet, stari, je res? No in kdo drug se je tega lotil kot sta mladi? Leta 2012 nastane Witkar. A Witkar poznaš? Fura eno čist svojo špuro, ampak je obenem tesno povezano z Gledringom, s svojimi koreninami. Ker bolj jih spoznavam, bolj gledam nazaj in malo sam od sebe povezujem, kako so tudi oni povezani in kako strmijo v prihodnost, ja bolj in hitreje mi jasno postaja, odkje prihaja njihov uspeh. Meni se zdi, da predvsem iz zavedanja, da se je treba ves čas ne samo prilagajati pa držati stik, ampak probati sem pa tja koga tudi prehteti, ostati inovativen in ponujati kaj, kar drugi preprosto ne znajo. Zdaj, osnovna naloga Witkarja je dobiti robo, ki je narejena po meri za tvoj avto. Dejstvo pa je, in to se mi zdi ful pomemben, veš, na Witkarju ne boš našel milijardo enih različnih produktov, delač od tega, boš pa najdel kakovostno robo, takšno, ki je prilagojena tvojemu avtu, vključno s tepihi, o katerih sem govoril v prvem delu tega vloga, pa korita in tako naprej. Predvsem pa različne dodatke, ki so zares kakovostni, kar se mene tiče, oni predstavljajo en tak res dober razmerje med plačanim pa dobljenim. Value for money. To je en tak faktor, ki se mi zdi še posebej pomemben in ki se ga Slovenci tudi zelo dobro zavedamo. Mislim, da so fanti zdaj zaključili, pa sem sam tukaj stal. Halo, anybody? Jaz sem hotel enega nafehtati, ki bi ti pokazal, kako gre potem na pošto pa k tebi domov. Kaj imamo tukaj noter? Aha, lej, evo, vidiš, super, vse je že spakiran, vse ti lahko tako pokažem. Tam spodaj imaš Gledring logo, vidiš, tole je pa logotip od Witkarja in če kdo naroči, se ne vem, kaj je tle noter. Aj ne veš, kaj so to, stari? To so korita, valjda, zato je pa taka pakunga. Kaj imamo še? Norddrive, stari. Norddrive firmo poznam, lej, tole so strešni nosilci. Jaz imam na Darjetu strešne nosilce original od Toyote, ampak drugo, to imam pa Norddrive, 530, ko se mi zdi. Se ti pravim, ni milijardo produktov, veš, osredotočeni se na to, da tiska ponudi, da je res dobro. Mingrede, ketne. A ja, valjda. Vodava. To boš pa, mogoče sme že kje na netu najdel, zato ker predvsem močno oglašujejo predvsem tale univerzalni čistilci. Za vse v avtu kar ni šipa, to se pravi tkanina, usne, armaturka, pragovi, tepih in tako naprej. Čak, grem nazaj, ti ga pokazal. Daj, stari, točno takole zgleda, priporočam na hard. Zanj sem Kapetanoviču enega v roke stisnil, pa je bil tih po 14 dneh, pa veš, da sem jaz doma malo pucal, kar dober. Ja, vem, kar dober. Univerzalen, ampak res ga ponudcam za vse, enega imam jaz. Enega sem dal Evi, atmosferci, jih imamo ene par v brlogu, pa moja mama ima tudi enega. Evo, tako. Nič. To je to. Zdaj pa počasno zaključek, prav? Darko ta poznaš. Lej, jaz pravim, da brez veze je naklada to eni teoriji, če za tem dejansko ne stoji tudi ena praksa. In precej pomemben se mi recimo zdi izpostaviti podatek, da ko vidiš z Witkarjem sodelujem, najbrž boš prej slej na basu tudi na kakšno reklamo na Instagramu, YouTubeu in tako naprej. Hočem pa reči, da je vrsten red precej pomemben. Veš, jaz sem bil najprej njihova stranka in šele zatem začel z njimi sodelovati. In zdaj ti bom pokazal, kaj dejansko v praksi jaz vse uporabljam. Pecam. Strešen kovček si najbrž že opazil, letos nas je rešil vsega hudega, 2 odrasla, 3 otroci, morje 14 dni, veš, da hitro rabiš malo pomoči. Mimogrede, če te zanima, kaj je tole za en kufer, firma je Norddrive, tale je 530, precej prostora. Pa se premaknemo pa v kufer, to je pa tisti del, na katerega, mislim, ne da sem najbolj ponosen, ampak najbolj fascinanten se mi zdi. Vidiš to? Tole je korito. Evo, poglej, koncept prtljažnega korita valjda poznaš, tale je, kako pa drugače, mersko prilagojen Toyota RAV4. In najbolj zanimiva stvar, pri točno tem koritu je, ta model je že toliko videl, ne. Z mano je šel praktično na konc sveta. Stvari, ki smo jih mi na dnevni bazi tukaj ven pa noter dejali, pa da se še danes tako dobro drži, mislim, prosim pogled to. Lej, bom malo maknil tale del, ki ti ga bom pol predstavil. A vidiš ti tole? Zgleda praktično nov, jaz ga pa precej hardcore obremenjujem že dobri 2 leti. Tukaj, mislim, ni stvari, ki ne bila noter, pa še kar ni spraskan. Poglej, tole, ki sem pa prejle umaknil, je pa frišna stvar, zdaj zgleda, da imam dvojno zaščito, ampak v resnici je tole multimet. A veš, čemu služi? V tem trenutku sem ga obrnil v tisto smer, da ga imam lično pospravljenega. Me ne moti, tukaj gor nalagam vse ostalo, kar bi tudi sicer dejal tukaj noter. Ampak takrat, ko pa nalagam kakšne sketchy stvari, v avto veš, kaj vse gre, ne? Od koles do rolerjev, do skirojev, narečem, če prije še kakšen prs na vrsto, pa krempelčki, pa tako. In z 2 klipi ga osvobodiš in ga samo lepo obrneš, pazi zdaj, pa rabiš samo 2 klika, evo ti ga na. In kaj se je zdaj zgodilo?
Jaz vam tale del orang zaščiten pred praktično čemerkoli. To se pravi, če kaj ven ali pa noter daš, pa je težko, pa si mogoče sam, pa se bojiš, da vzdrsnil, da imaš odbijač zaščiten točno tako, kot mora biti. Evo, to je ta multimed, zdaj, ki ga pa ne rabim, ne? Da pa sam nazaj obrnem. A veš, imaš že prednastavljene tele lukence, da ga kupaš, tle sam ven izrežeš, pa ga imaš. Ok, zdaj pa še dve stvari, pa smo pa konci. Ta prva stvar, poglej, so Gledring tepihi, le oprosti, jaz jih nisem šel ekstra pa posebej pucati, zato da ti jih pokažem. Tu tukaj ne bomo tople vode odkrivali. Ne? Pomemben mi je, da se prilagajajo obliki mojega avtomobila oziroma podnu, ki ga RAV4 ima. Ta druga stvar, všeč mi je, kako izgledajo, predvsem pa, a vidiš tele črte, kako so speljane. Vse skupaj je podrejeno temu, da se da tepih, ki se enkrat userje, ker to se zgodi prej, slej, da se ga da lažji spucati. Zdaj nam ostane pa samo še ta zadnja stvar. V tem trenutku jo gledaš, ampak je najbrž ne vidiš. Evo, tudi v tem trenutku je v kadru, pa ne vem, če vidiš, ampak a vidiš ti tole? Nekateri avtomobili imajo to serijsko, mnogi pa tudi približno ne. Gre pa za zaščito tegale roba, ki se konča vetrobransko steklo in začne pločevina oziroma streha. V bistvu je rešitev simple k pasu. Imenuje se Roof Saver in jaz sem to napopil gor v... Malej, rabo sem manj kot 5 minut. Kupiš takšnega, ki ti po dolžini ustreza, zmeriš, odstrižeš, pa sam lepo previdno pa počasno namestiš in potem se znebiš morebitnih, veš, ki ti kakšen kamenček prileti, pa se pa začne. Te poškodbice so pa annoying, ne, pa kakšna rja se lahko začne. Tako imaš pa rob strehe zaščiten tip-top. Evo, zdaj smo pa res pri koncu. Vem, malo se je zavlekel, ampak se mi zdi, da če govorimo o slovenskem podjetju, o izdelkih, ker ne samo, da so pri nas zasnovani, ampak tukaj tudi nastajajo, je, da to pač terja svoj čas in je tako tudi kar prav. In to je to. To je bil prikaz moje prakse in izdelkov, ki jih jaz uporabljam. Je pa seveda več teh stvari, pa se pa vsak malo sam odloči, ne, kaj mu ustreza. Jaz sem vesel, da sem vam lahko pokazal ali pa predstavil to zgodbo, ker v Sloveniji je tolkenih podjetij, ki so posredno ali pa neposredno zelo tesno povezana z mobilnostjo, z avtomobilsko industrijo in tako naprej. Pa se mi zdi, da Slovenci včasih kar malo premalo za njih vemo. Tako da, a veš, je kar fajn, da se včasih še kaj novega... Vajh je. A to vrana ali sraka, se ne vem. Ok, da smo pa že zablozili. Folk, to je to. Lepo se imejte. Ajde, čau.